Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Predsednika sekcije slikopleskarjev inženirja Draža Mariča in pa slikopleskarskega mojstra in praporščaka gospoda Dušana Presetnika, ga prosim, da na začetku slovesno prenese prapor pred oltar. Gospod Jezus Kristus, Oče, te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Usmili si nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Vsemogočni večni Bog, sveti mučenci so kras in slava Tvoje cerkve, naj nam sveti Ignacij Antiohijski sprosi trajno varstvo, da bo trpljenje tudi nam poveličano. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Verila je
pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje, zdaj se brez postave razodela Božja pravičnost, izpričevana s postavo in preroki, Božja pravičnost po veri v Jezusa Kristusa, za vse in nad vsemi, kateri verujejo. Ni namreč razločka. Zakaj vsi so grešili in so brez Božje slave, opravičenje pa jim daruje njegova milost od rešitvi, ki je v Kristusu Jezusu. Njega je Bog postavil kot spravo po veri v njegovi krvi, da bi pokazal svojo pravičnost, ker je prizanašal prej storjenim grehom v času Božje potrpežljivosti. Da bi pokazal svojo pravičnost v sedanjem času, da je sam pravičen in da opravičuje tistega, ki je izverjal Jezusa. S čim naj bi se torej ponašali? Z ničemer. Po kakšni postavi? Po postavi vere? Ne, po postavi vere. Sklepamo namreč, da se človek opraviči po veri, brez del postave. Ali je Bog samo Bog Judov, ne tudi poganov? Da, tudi poganov, kak je sam Bog je. Poslušali smo Božjo besedo. Pri Gospodu je usmiljenje in obilno rešenje. Pri Gospodu je usmiljenje in obilno rešenje. Iz globočine kličem k tebi, Gospod, Gospod sliši moj glas. Naj pazijo tvoje ušesa na glas moje prošnje. Pri Gospodu je usmiljenje in obilno rešenje. Če boš pregrehal spomino ohranil, Gospod, Gospod to bo obstal. Toda pri tebi je odpuščanje grehov, da bi ti spoštovanjem služili. Pri Gospodu je usmiljenje in obilno rešenje. Upam Gospoda, moja duša upa njegovo besedo. Moja duša pričakuje Gospoda, bolj ko stražniki jutranjo zarjo. Pri Gospodu je usmiljenje in obilno rešenje. Tisti čas je Gospod rekel učiteljem postave: Gorje vam, ker zidate grobnice prerokom, vaši očetje pa so jih umorili. Torej spričujete in potrjujete dejanja svojih očetov, oni so jih namreč umorili, vi pa jim zidate grobnice. Zaradi tega je tudi Božja modrost rekla: Pošiljam k njim preroke in apostole, in izmed njih bodo nekatere umorili in nekatere pregnali, da se bo terjala od tega rodu kri vseh prerokov, ki je bila prelita od začetka sveta, od Abelove krvi do krvi Zakarija, ki je bil ubit med templjem in oltarjem. Da, rečem vam, terjala se bo od tega rodu. Gorje vam, učitelji postave, ker ste vzeli ključ od spoznanja, sami niste vstopili, tistim, ki so hoteli vstopiti, pa ste zabranili. Ko je pa Jezus šel ven,
so začeli pismovki in farizeji silno vanj tiščati in ga spraševati o več rečih, pri tem pa so nam pazili, da bi iz njegovih ust kaj ujeli, česar bi ga tožili. Kristusov evangelij. Brati in sestre, prosimo nebeškega Očeta, naj nas reši skrbi in nam podari svojo dobro in ljubezen. Navdihuj duhovnike, da bodo vsem ljudem oznanjali Tvoje evangelije. Prosimo te, sliši nas. Podpiraj politike, da se bodo prizadevali za odpravo krivic v svetu. Prosimo te, sliši nas. Podpiraj nam oči za Tvoje dobroto in nas uči hvaležnosti. Prosimo te, sliši nas. Opogumljaj mlade, ki dvomijo vate, da bodo v Tebi našli pravo veselje. Prosimo te, sliši nas. Sprejmi v svojo večno srečo vse, ki so jim nasilno vzeli življenje. Prosimo te, sliši nas. Svojim odpuščanjem sprejmi našo rajnost naj sproštilo ter pokojne sliko pleskali k sebi na večno gostijo. Prosimo te, sliši nas. Nebeški Oče, ostani z nami in podari nam upanje, da bomo spoznali Tvojo dobroto, ko te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, Sveti Oče, slavimo. Tvoj sveti mučenic je po Kristusovem zgledu prelil svojo kri v slavo Tvojega imena in tako razodel čudovito delo Tvoje milosti. V človeški nemoči kažeš svojo Božjo moč in slabotne sile krepiš za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni zakoni v nebesih na zemlji vedno slavimo in Tvojemu veličastvu nenehno kričemo. Svet, 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 Gospod Bog vsega časa, on nas
Sveti, prosimo po svojem duhu te darove, da nam postavijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje iz duh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za nas. Prav kako je po večerji vzel kejih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kejih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kri zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo na nas, Sveti Duh, po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolni jo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kako nas je naučil Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno je tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zbori se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas zla. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojo apostolno svetitev in mir vam zapustim, svoj mir vam dam, ne glede naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekovanje. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta,
Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak reci besedo in ozdravljaj moje duše. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekovne.
daj nam, da bomo kristjani ne le po imenu, ampak tudi dejavni. V Kristusu, našem Gospodu. Častne goste vabim k besedi pozdrava v današnjem dogodku. Spoštovani gospod župnik, spoštovani predsednik, slikopleskarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, gospod Matjaž Najdič, spoštovani Puščak, prav tako pri sekciji slikopleskarjev, spoštovani predsednik, spoštovane obrtnice in obrtniki, podjetniki in podjetnice, res sem vesel, da se lahko pozdravim najprej v imenu Blaža Cvala, predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, s kateri so se dogovorila, da vas danes pozdravim. Rad bi vas pozdravil tudi v imenu državnega sveta, katerega vodim, zbornega doma Slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe, kamor spadamo tudi obrtniki, obrtnice, podjetniki in podjetnice. Tradicija, običaj, ritual, to je nekaj najlepšega, kar se usede v naše srce. Zato iskrena hvala vsem, ki skrbite, da se tradicija nadaljuje, da lahko uživamo v tem ritualu, prelepi, čudoviti cerkvi, ki je kar vzela dih v vstopu, zares neverjetno, kako lepo in tudi tukaj lahko vidimo, da delo slikopleskarjev, njihovega znanja in rok nam polepša ne samo pogled, ampak se ne tudi kar uživi celo rok. Zato ob jutrišnjem dnevu oziroma goru svetega Luka, našega in vašega, predvsem slikopleskarskega zavetnika, želim, da vas varuje še naprej, da ohranjate tradicijo in kar je tukaj zemljskega in profanega, pa le verjemite, da je tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije tista, ki skrbi za predvsem manjše podjetnike, obrtnike in če kaj potrebujete, verjamem, da vam bodo tukaj pomagali. Sam sem pa izjemno vesel, da sem lahko razumel z vami, poprosite mi za zamudo, pač predsednik parlamenta Nizozemske se je malo preveč zadržal, da ste zelo moje zamudo. Sicer pa izjemno rad pregovorim ljudi, ki prenašate to tradicijo naprej. Želim, da jo ohranjate, prenašate mlade ravno kot svoje znanje in obrt. Vse dobro. Še lep pozdrav z moje strani. Najprej bi se zahvalil predsedniku državnega sveta, gospodu Marku Pilotriču, našemu gostitelju, gospodu Sebastianu Vikarju, za tople besede, toplo dobrodošlico. Slikopleskarji nismo navadni ljudi. Mi vstopamo v domove in jih polepšamo. V domove prinesemo barve in svilina takrat izgine, ko mi odhajamo iz teh domov. Ampak te barve še dolgo časa ostanejo, tudi ljudje se nas še dolgo časa spominjajo. Tako da včasih ne samo, da prinesemo barve, popestrimo dom v teh časih, ko se svet srečuje s krizo skoraj na vsakem področju, smo slikopleskarji včasih tisti, ki vstopamo v te domove in tudi prinesemo kanček, bom rekel, njega zaupanja v sočloveka, kar danes mislim, da posod manjka na vseh področjih. Nismo
samo tisti, ki polepšamo stene in stropove. Včasih iz domov pač odidemo tudi z novimi znanci, z marsikom od naših stran tudi postanemo prijatelji, postanemo v stikih, kar je danes, se mi zdi, zelo pomembno. Smo tudi prva sekcija, ki ima obrtniški prapor. Jutri gremo s kar močno delegacijo v Prago, kjer se bomo srečali z obrtniškimi slikopleskarskimi praporji iz cele Evrope. Tam se srečamo tudi predsedniki slikopleskarskih sekcij. Slikopleskari smo rokodelci. Danes vemo, da mogoče te rokodelske znanja izginejo, da nismo cenjeni več, tako kot bi morali biti. Že tako, kot nam je predsednik povedal, ko vstopiš v to cerkev, se vidi srce slikopleskarja, ki je pustil na stenah svoj pečat, svoje znanje, ne samo, da so stene čiste, stene so tudi vrhunsko prebarvane, osvežene in bojo trajale dalj časa. Tako da slikopleskarji smo eni tistih, ki v svojem poklicu moramo tako poznati barve, kakor tudi podlage. Tako da smo praktično vpeti v vsa znanja, v vse segmente gradbeništva. Tukaj vam ne bi več veliko razlagal, kdo smo, kaj smo. Vsi ste se že verjetno kdaj pa kdaj srečali v svojem domu s kakšnim slikopleskarjem. Jaz upam, da ste imeli dobre izkušnje in vam želim, da se še srečujete, da se srečujete tukaj v cerkvi in da se imate dobro, da ste med sabo pošteni, dobrosrčni in srečni. Hvala. Na koncu bi se še jaz tako zahvalil gospodu župniku Sebastianu Vikarju, da nas je sprejel v Božji hiši, da smo tudi ta običaj, ta praznik, na spodoben način tudi izpeljali za njegovo pomočjo, kajti prav je, da imamo slikopleskarje ob dnevu, ko naš zavetnik buduje, ki je tudi upodoben tukaj na oltarju, se pravi v muzejčni poslikari, kar je še dodatna vrednost in pa sporočilo vsem nam, da izvedemo tisto, kar si tudi zaslužimo. Kot slikopleskarji, kot rokodelci, kot umetniki, kajti naš zavetnik je tudi umetnik in nas tudi varuje, se pravi v našem vsakdanjem delu in skozi to je tudi prav, da to na ta pravi način tudi obeležimo. Vesel sem in počaščen, da imamo v naši sredi tudi predsednika Državnega sveta Marka Rotiča, ki tudi danes zamenjuje predsednika Rokodetniške zbornice Blaža Cvara, predsednik inženir Matjaž Majdič je že po službeni dolžnosti prisoten zraven in da smo, bom rekel, z stanovskimi kolegi z vami, ki ste danes, bom rekel, prišli in ste si vzeli, bom rekel, čas, da skupaj tudi preživimo in se podružimo in da tudi kakšno rečemo, da je to tudi veliko trenutek, ko se povežemo po dolgem času, kajte vemo, kaj nam je ta obdobje koronavirusa prinesla, da nas je vzdelila že medsebojno in tudi v poslovnem svetu. Prav je, da gremo v tem duhu naprej, da se ne pustimo upati in da damo na koncu tudi vzgled mladini, kajti nekdo bo moral tudi na ta prav način, se pravi z rokami in znanjem izvesti to delo, ki ga mi izvajamo. Vsega žal mašina ne more narediti, to dobro vemo, znanje in pa to poslanstvo je prav, da ga
Še enkrat hvala lepa vsem, ki ste danes prisotni v tem dogodku. Ob koncu obreda vas pa vse skupaj povabim v dvorano, kjer se bomo vzeli čas, da se malo podružimo, malo nazdravimo in da ne odhitimo prehitro vsak na svojo stran. Hvala lepa vsem skupaj. Ja, gospod predsednik, ki je duša tega današnjega dogodka, naše Župnijske cerkve, res hvala lepa. Samo na dodam, da boste prava smer šli v dvorani pod cerkvijo, torej v Kregarjevi dvorani, ki je došlo med nami. Lepe stvari ste povedali, zdaj tudi malce razkrili razlog, da ne obhajamo današnje svete maše na jutrišnji dan, srečno pot opravljamo, hvala. Mi moramo biti več doma, ne more biti. Hecam se. Torej pa tisto, kar je bilo lepo poudarjeno, kar vam tudi polagam na srce, od vseh lepih besedah gotovo, da bi pustili svoj pečat tudi takrat, ko vas ne bo, pa da se ne bi ozirali na vse drugo, pa da bi res naredili tisto, kar je prav svojim bližnjim. Ne samo za ekonomsko vrednost, za plačilo, ki je potrebno in spodobno, ampak da bi res pustili svoj odtis, svoj pečat. Hvala lepa vsem, ki ste danes bili tukaj, pa želim še lep večer. Gospod z vami, blagoslovi vas vse mogočni Bogoče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v mir.